Spoštovani in spoštovani, lepo pozdravljeni. Za nami je že 9 mesecev prestolovanja v projektu EPK 2012 v partnerskih mestih omenjenega projekta Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Velenje in Novo mesto. Se že pripravljamo na zadnje 3 mesece dogajanja in izvajanja programov. No, v preteklem mesecu, torej septembru, pa smo bili znova priča vrhunskim dogodkom, o katerih poročajo partnerske televizije oddaje Kultura na dlani. Septembrsko dogajanje v Evropski prestolnici kulture je zaznamovala predstava Faust romunskega gledališča Radustanca pod režijsko taktirko priznanega Silvija Purkareteja. Gledališki spektakel, ki temelji na Goethejevi zgodbi o srednjeveškem alkimistu, so postavili v nekdanjo tovarniško halo TVT Boris Kidrič. Purkaretejev Faust je obudil nekdanjo halo propadle mariborske tovarne TVT. V gledališki spektakel je režiser Silvio Purkarete zajel ključne trenutke obsežnega Goethejevega besedila. Faustovo kupčijo s hudičem, njegovo bolestno obsedenost z Margareto, Valpurgino noč in Faustovo pot v nebesa. V vlogi Fausta nastopa priznani romunski igralec Ilija Görge, ki s Purkaretejem sodeluje že več kot 2 desetletji. Uno din meritele mari ale spectacolului la Edinburgh. În discursul pe care l-a rostit la recepția dată în onoarea trupei noastre, poate mă ajutați domnul director, lordul primar, nu, a rostit un speech și a spus: după ce am văzut acest spectacol, nu mă mai tem de moarte. V vlogi Mefista je navdušila mlada igralka Ofelia Popi, ki je za to vlogo leta 2009 prejela nagrado na festivalu v Edinburgu. Puterii care vrând să facă răul, face doar primele. Ce ghicitoare! Cine s-o înțeleagă? Mr. Purkarete gave me the big opportunity to change, in fact, to show more roles in one. It's his idea that Mephisto, in fact, is in everyone, even in a dog, controls everything, in Margareta, in an account, contabil, account. And others. Vizualno razkošna in inovativna predstava s premikajočim se odrom in okoli 100 nastopajočimi je navdušila občinstvo. Odličen ambient. Predstava je fascinantna. Jaz kot igralka vedno občudujem tudi metje, to preciznost, to perfidnost izraza, dodelanost, tehniko, temeljito idejo. Mislim, da gre za enega največjih tudi programskih uspehov Evropske prestolnice kulture. Predstava je fascinantna. Veliko sem že videl Faustov, opernega smo celo delali v Cankarjevem domu, ampak to je tako nekaj posebnega, tako nekaj tudi spektakularnega, pretresljivega. Klasična drama Faust nemškega pisatelja Johanna Wolfganga von Goetheja velja za eno najpomembnejših del evropske literature. We talk with Konstantin Kirijak at the very beginning. The idea, which was completely impossible to do, was just to make the complete text, the whole text, in I don't know how many acts, how many performances, in I don't know, in 6-7 days to play each part. It was completely impossible. So eventually we decided to make just one normal performance. Normal performance, that means in 2 hours. Purkaretejev Faust je sicer otvoritvena predstava Evropske prestolnice kulture v romunskem mestu Sibiu, ki so jo prav tako prizorili v tamkajšnji nekdanji tovarni. Zaradi tehnične in logistične zahtevnosti pa je gostovanje predstave v tujini redko. The first thing was that the performance was meant to be on a large physical scale, so we needed a very big space. No theater have such a space, certainly not the theater of Sibiu.
and we try to look for an adapted space. And of course, fortunately, in Romania, it's here, a lot of factories are destroyed and abandoned. So there is a rich treasure of abandoned industrial spaces, and they have exactly the same smell. I don't know what's the mixture of. It doesn't exist in the Western industrial world. Sicer pa je romunski režiser, ki trenutno živi v Franciji, znan po spektakularnih uprizoritvah klasičnih besedil na nenavadnih prizoriščih. S svojimi predstavami pa je gostoval na največjih evropskih odrih. Evropska prestolnica kulture je v Mariboru gostila svetovno znano japonsko plesno zasedbo Sankaijuku, ki jo je v 70 letih ustanovil priznani maestro Ushio Amagatsu. Skupina Sankaijuku, ki je doslej gostovala že v več kot 40 državah, ki je poznana po posebnem plesu Buto, ki je nastal na Japonskem po drugi svetovni vojni. V Mariboru so nastopili s predstavo Tobari. Tobari, kar v japonščini lahko pomeni zaveso ali pa tisti trenutek večera, ko se mrak prevesi v temo, je predstava o sreči in življenju, luči in temi ter življenju in smrti. Popolna koncentracija plesalcev, lahkotnost in dovršenost gibov ter osupljiva estetika so slovensko občinstvo popeljale v svet Buto plesa. My Buto is a dialogue with the gravity. It's my answer. That one is a relation between the gravity and then the body. It's very important. The dancers, they are white, they are shaved and painted in white, and it may refer to some people to the Japanese culture. But in fact, it's a way to neutralize the dancers and to abolish the femininity or masculinity and to bring to the public this idea of human beings among the universe. And I think this speaks to everybody in the world. Priprave na predstavo trajajo več ur, zgolj za masko potrebujejo okoli 3 ure. Training is really different. Because I didn't use the mirror. Anyway, normally the dance or ballet using the mirror and then looking the on them body, no? Because must be looking the inside the how to say the body or mind, and then the relation with the gravity and then the tension and then relaxation in the body. That one is that look like a dialogue. Between the on themselves. That one is important. Maestro Amagatsu je skupino Sankaijuku ustanovil v 70 letih. Sprva so nastopali na Japonskem v manjših avantgardnih gledališčih, v Evropi pa so prvič gostovali v 80 letih. When the Sankaijuku came in 1980 for the first time in Europe, it was a big shock. And it was in a festival in France, in Nancy. And the festival was almost finished, and it was such a shock. They continued for 2 days the performances after it was finished, because Sankaijuku was really incredible for the public. And then the company was invited right away to the Festival d'Avignon and continued for 1 year in France and in Europe and in Mexico, their tours. Today, for the first time in Slovenia, this is the 44th country that Sankaijuku is visiting, and over 700 cities all through the world since 35 years. Ples Buto, ki je po drugi svetovni vojni nastal na Japonskem, je danes priljubljen tudi drugod po svetu. Now that we are touring all over the world, it's very interesting to see there are Buto groups everywhere. In Israel, in Brazil, in Russia, in everywhere, there are people taking this, I wouldn't say the style, but kind of a taste of dance in relation with the nature, the gravity, the elements as the starting point of their inspiration. And we don't know exactly where Buto will go, but it seems that it's growing all over the world.
V oktobru pa bo Maribor prestolnica gledališke umetnosti, saj bo v prvi vrsti najrazličnejša ponudba v okviru EPK 2012, nedvomno Borštnikovo srečanje. V okviru Evropske prestolnice kulture je v Slovenj Gradcu 14. septembra potekal projekt poimenovan Trg umetnosti. Dogodek se nanaša na idejo prepletanja in povezovanja različnih zvrsti umetnosti s poudarkom na kreativnosti in prepoznavanju trenutnega navdiha, ki ga mesto v svojo obliko daje. Združenih je več dogodkov z namenom kulturne oživitve mestnega jedra. Osrednja platforma je tako glavni trg mesta, ki v določenem trenutku podleže umetnosti in kulturi ter spoju zgodovine in moderne dobe. Zgodovine, ker se je včasih vse dogajalo na trgu, ter moderne dobe kot kritiko povezovanja kulture in umetnosti s potrošništvom. Trg umetnosti je en tak fajn projekt, ki se nanaša na center mesta. Je sicer univerzalen projekt, ki se lahko dogaja kjerkoli, je pa pravzaprav ideja namenjena temu, da se v center mesta, v ozko jedro spet postavi neka kreativna stvar v smislu unikatnih izdelkov, delavnic otroških, tudi koncertov, kreativa. To smo hoteli nekako dati v center mesta kot na nek način kritiko potrošništva, kjer se recimo vse te kulturne dogodki in umetniški dogodki vedno bolj dogajajo v nekih trgovinskih centrih in mi želimo, oziroma smo s tem projektom želeli vrniti dogajanje v center mesta, ampak predvsem v alternativnem smislu in za mlade. Projekt združuje več dogodkov, med njimi tudi bazar umetnosti, tržnico, na kateri so razstavljavci obiskovalcem ponudili pestre, unikatne, avtorske, umetniške, ekološke in kulinarične izdelke. Poleg ponudbe unikatnih del se je trg spremenil v kreativni prostor, kjer so bili dobrodošli vsi, ki so si želeli vsebino vsakdana popestriti z ustvarjalnimi idejami. V sklopu našega projekta Trg umetnosti smo pripravili tudi 3 različne ustvarjalnice, ki so predvsem namenjene otrokom, ampak tudi ostalim. Ena izmed njih je, da bomo mesto Slovenj Gradec uvili v neskončen šal lepih želja, zato vsak izmed obiskovalcev dobi majhen kos blaga, na katerega napiše lepo željo in potem bom jaz to z šivalnim strojem sešila, upam, da čim daljši šal, ampak kot vidimo je danes ogromno obiskovalcev, tako da me sploh ne skrbi. Potem naslednja delavnica, ki jim je na voljo, je potisk na majice. Pripravili smo štampilke in potem si lahko otroci kakšno lepo misel ali pa svoje ime natisnejo na majico, ki jo potem odnesejo domov. Tretja delavnica pa je izdelava glasbil in vodena improvizacija. Vsa glasbila so pa iz odpadnega materiala, raznih slamic, raznih plastenk in podobnih odpadnih embalaž. Lepo je barvati majice, blaga. Te barve so sicer malo nadležne, ker ne grejo dol iz oblačil. V redu sem se imel. Fajn, v redu sem vam, naredila sem glasbila in zdaj bom naredila še majčka. V ta okvir sodi še projekt Oh, ta današnja mladina, ki ne podpira uporništva, temveč kreativnost, samoizražanje in osebno rast. Same aktivnosti so razširjene tudi na ples, na likovne delavnice in druge aktivnosti. Med drugim vključuje projekt Ta presneta kultura, kjer bodo potekale obravnave javnih polemik na področju kulture v obliki različnih predavanj in okroglih miz. Včeraj zvečer smo imeli tudi koncert lokalnih rockerskih skupin, odličnih, sami avtorski bendi oziroma bendi, ki igrajo avtorsko glasbo in smo se že imeli fajn včeraj. Danes pa se poleg otroških delavnic, ki se že dogajajo in gledališke skupine, ki tam preseneča ljudi, nič hudega sluteče in jim prekinja rutino, načrtujemo popoldan oziroma zvečer koncert 3 skupin z mednarodno udeležbo. In to je skupina Jazo iz Češke, potem Neuro iz Ljubljane, ki so nekako naslednica Milodojke Unit, bivše. In pol za zaključek prihaja k nam Sopot iz Banja Luke in glasba bo vsekakor kvalitetna, zanimiva in tudi malo taka, da razdrma tale center Slovenj Gradca, ki se mi zdi, da včasih preveč spi. Nosilec vsebin je glasbeno-vzgojno-izobraževalno društvo Gvido. Ob Mednarodnem dnevu miru sta v Slovenj Gradcu potekala 14. mirovniški festival Od ljudi za ljudi in 5. festival drugačnosti.
Tradicionalni mirovniški festival je predstavil program nevladnih organizacij v starem mestnem jedru v sodelovanju s klubom UNESCO Slovenj Gradec. V letošnjem letu pa se je prvič povezal že uveljavljenim festivalom drugačnosti, ki ga organizira Društvo paraplegikov Koroške. In zakaj so to storili? Zato, ker imate veliko krat iste interese, isto poslanstvo. Ko želite svoje delovanje predstaviti in uveljaviti svoj glas širši družbi. Ne? In zato ravno gre, da ne ravno deluješ sam, da greš skupaj v določene zadeve in tako mogoče povečaš možnosti, da te bodo čuli in upoštevali. Projekt Od ljudi za ljudi, s katerim se mesto Glasnik miru Slovenj Gradec kot partner vključuje v program Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, sestavlja več vsebinskih nivojskih plasti, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Dogodke so zgostili okrog ciljnega termina vseh prireditev v petek 21. septembra na Mednarodni dan miru. Značilnost našega dela pri tem je, da povabimo vse UNESCO šole iz Slovenije in pripravimo mirovniški festival na naši šoli, UNESCO tabor temu rečemo, in v tem času potem pač pripravljamo različne delavnice, naravoslovne dneve in živimo v tem duhu, tem mirovniškem duhu. Kajti cilj naše šole je, z eno besedo rečeno, živimo v miru, učimo se, delajmo dobro, bodimo kreativni, ustvarjalni. Znanje je naše največje bogastvo. In v letošnjem šolskem letu je ta naš tabor nosi naslov Osvobodimo energijo. Zelo en zanimiv, prisrčen naslov, ki so ga izbrali naši učenci in res poteka, torej raziskujemo energijo, kako jo izkoriščati in hkrati ohraniti ta naš svet, to našo zemljo, ki je edini naš skupni planet, na katerem bomo morali preživeti. Pravo mirovniško gibanje, pravo gibanje v mesto in življenje v mestnem jedru, to je to pravo. Mislim, da smo dosegli namen s tem, da smo združili mirovniški festival, festival drugačnosti in tudi umetniški projekt Javni govor. Festival idejo nenasilja povezuje s temami in idejami družbene odgovornosti, odnosov v urbanem javnem prostoru in socialnega vključevanja. Cilj je vzpostavljanje konstruktivnih odnosov med posamezniki in odgovornost skupnostjo, med deprivilegiranimi družbenimi, socialnimi in starostnimi skupinami ter utripom navadnega vsakdanjega življenja v smislu ustvarjanja odprtega in solidarnostnega dialoga. Pestro dogajanje je ponudila civilno-družbena platforma za nevladne organizacije, ki na različne načine sledi idealu kulture miru. Festival drugačnosti želi ponuditi platformo invalidskim organizacijam, ki delujejo v mestni občini Slovenj Gradec, da predstavijo svoje delovanje, svoje akcije na širšem nivoju, še bolj nadzven. Gre to z področja športa, kulture, torej današnji, kot bi rekel, tule bazar, stojnice in oder je samo en od delov, kjer na stojnice mogoče nekaj predstaviš. Zadnji se dogajajo druge še dejavnosti. Ko smo omenili kulturo, včeraj smo imeli večer pesnikov in pisateljev invalidov. V šolah, osnovnih šolah in srednjih šolah tečejo delavnice ali izobraževalne dejavnosti, kjer želimo otroke približati oziroma jim ponuditi en stik z invalidom, da vidijo, kaj so oni, kako naj pravilno pristopijo do njega, kakšen naj bo pravilno odnos do njega in tudi obratno seveda. Šport, zelo pomemben za našo bivanje in to, in zopet, da ga oni probajo, izkusijo, ne, in mi, da jim pokažemo, da zmoremo in da je to nekaj vsakdanjega. V Slovenj Gradcu je bilo vso dogajanje v mesecu septembru usmerjeno v animacijo žlahtnih urbanih prostorov in na nagovarjanje meščanov in obiskovalcev, da niso zgolj pasivni potrošniki urbanega spektakla, temveč se lahko vključijo kot pomemben člen demokracije ter kritični in dejavni subjekti pri obnavljanju socialnega in naravnega okolja. Vidimo, da tokom let, sedaj ko delujemo, koliko je napredovalo zavest ravno pri teh otrocih.
In sedaj, ko izsrečujemo koliko, kjer se vključi celo kot prostovolec v kakšno invalidsko organizacijo in rad pomaga, ki tudi drugačne ulici pristopi, pa vpraša, rabiš pomoč. In že časih ve točno, kako mora pristopiti recimo do vozička ali pa nekoga drugega. S projektom Od ljudi za ljudi se Slovenija predstavlja kot dežela v srcu Evrope, ki združuje misli pozitivnih družbenih utopij prihodnosti na temeljih idealov kulture, miru in nenasilja, sožitja in medsebojne solidarnosti. Osnova za mir je spoštovanje drugačnosti. To, kar se po mojem v Sloveniji premalo prepoznamo, prevečkrat mislimo, da so drugačni ljudje, samo drugi, v resnici smo pa vedno vsak od nas na nek način drugačen. Ključnega pomena je, da festival idejo nenasilja povezuje s temami in idejami družbene odgovornosti, odnosov v urbanem javnem prostoru in socialnega vključevanja. Hkrati pa se navezuje na dolgoletna prizadevanja mesta Slovenj Gradec za promocijo kulture miru. V tem mesecu v prvi vrsti v Slovenj Gradcu poteka mednarodni festival mlade literature Urška in delavnica ustvarjalnega animiranega filma. Letošnji 7-dnevni festival, na katerem sodeluje okrog 200 študentov, od tega 128 pikinih animatorjev v delavnicah in predstavnikov Društva za tretje življenjsko obdobje, je bil v znamenju kulture, saj je Pikin festival največji otroški festival Evropske prestolnice kulture 2012. Ja, Pikin festival je letos največji otroški projekt v projektu Evropska prestolnica kulture, zato smo se odločili, da bo osrednja tema pikasta kultura, tako da bomo vse tematske sklope namenili temu segmentu. Vsako leto župan mestne občine Velenje za teden dni podelili in to v roke 9-letni deklici, ki nikoli ne odraste in ima posebne nadnaravne moči in lahko dvigne celo svojega konja. Zato je župan Bojan Kontič lansko leto s Piko Nogavičko sklenil prav posebno kupčijo. Še nisem prepričan, če bom predal to lento. Lansko leto sva s Piko imela dogovor, da s tem zakladom, ki ga je skrivala na odru, zakrpa občinski proračun. No, na koncu je Pika zginila skupaj z zakladom. Če bo letos podobna zgodba, potem tudi te lente, ki pomeni poveljevanje v mestu Velenje, ne bo dobila. Ko pa smo župana ujeli med festivalom, kjer je imel sprejem za vse prvošolce, ki so septembra stopili prvič v šolo, je bil nad Pikinim poveljevanjem navdušen in je celo razmišljal o podaljšanju. Danes sem tukaj na prizorišču Pike Nogavičke z namenom, da pomagam Piki Nogavički razdeliti tele knjižna darila našim prvošolkam in prvošolcem. 318 jih imamo letos v mestni občini Velenje in 318 knjižnih daril smo pripravili, tako da mislim, da bodo otroci to knjigo ohranili v lepem spominu, kot bodo ohranili v lepem spominu tudi prvi šolski dan. Sicer pa, ja, Pika ima oblast, Pika vodi vse aktivnosti ta teden v Velenju in ne vem, če ne bo moj predlog v soboto, da bi to podaljšali še za en teden. Otroci so lahko ustvarjali v več kot 100 delavnicah, kar vsako leto pomeni velik zalogaj pri samem zbiranju materijala, iz katerega nastanejo zanimivi izdelki otroških umetnikov in so lep spominek za njihove starše. Ves material za toliko delavnic, kot jih je letos pripravila Pika, zbiramo pravzaprav vse leto. Nekaj materijala je seveda potrebno kupiti, če pa govorimo o tem, da je koliko so vredne oziroma koliko stane material, ki ga otroci v delavnicah porabimo, pa to ocenjujemo nekje med 30 in 40 tisoč evrov. Od tega lahko rečem, da dobro polovico dobimo preko donatorjev in sponzorjev, dobro polovico pa je vseeno potrebno kupiti.
Različne skupine otrok, ki v dopoldanskem času na prizorišče ob jezeru prihajajo šolami in vrtci, so si lahko ogledali preko 50 gledaliških, plesnih in lutkovnih predstav, prisluhnili številnim koncertom, raziskovali hišice Pikinega mesta in umetniške črti, občudovali zanimive razstave in pluli po jezeru z gusarskim kapitanom. Seveda pa je bilo za vse otroke najbolj navdušujoče srečanje s Piko Nogavičko, ki se je pred našo kamero preizkusila tudi kot novinarka. Zdaj pa ti rajš povej, Vila Čira Čara, a ne da je pospravljena? Ja. Vse sem jaz vzela, ker otroci iz vrtca mi že cel dan govorijo, da ni pospravljeno. Zdaj, a ti si Ja, pa je. Je, a ne da? A ti si pospravljaš posteljo? Ja. Kaj? A ti sprašuje še enkrat? Ja. Ja! A ne greš zvečer spat, kaj ti bo pa pospravljena postelja? Se jo zvečer še enkrat razmetaš, a se ti sploh splača pospravljati? Ponoč ne zaspim, ja, pol pa ja. A ja, pol zjutraj pa vseeno, ko po noči te gljunjaš. V redu. Tretji dan je mesto Velenje in Pikice in Pikote obiskala tudi častna pokroviteljica, pesnica in španska veleposlanica v Sloveniji, ki se je skupaj z ekipo in Piko Nogavičko sprehodila po prizorišču, obiskala delavnice in se na koncu udeležila sprejema v Vili Bianchi. Veleposlanica je vse skozi spremljala tudi Pikina pesem, ki se vse dni na festivalu pojejo prav vsi. Pika Nogavička, čula hop sasa, vsak dan si izmislim nekaj čisto novega. Če si moj prijatelj, motriči Pika Nogavička, pike imam na nosku, a nogavičke na nogah. Dom, ki mu ni para, je moja Vila Čira Čara, tu živim kar sama, a dobrodošel mi je vsak. Če ste slučajno pomislili, da ste prestari, lahko to trditev kar kmalu odvržete, saj Pikin festival vsako leto navduši vse stare in mlade. Če ste ga letos zamudili, napake ne ponovite drugo leto, kajti če ne druga, vas Pikine palačinke ne bodo pustile ravnodušne. Lahko se vam celo zgodi, da jim jih pripravi kar Pika Nogavička. Sam tale pa bo dobra, pa začuta se sploh ni na strop prilepla. Toliko o Pikinem festivalu. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju pa so kot eno od 24 zgodb Evropske prestolnice kulture odprli razstavo Laibach Kunst. Velike slike skupine Laibach, nastale v zadnjih letih, upodabljajo podobe Črnega križa in industrijsko-rudarskega rdečega revirja v Zasavju. So povečava podob malih črno-belih lisorezov v prvih letih njihovega delovanja, ki so bili eni od prvih likovnih izdelkov Laibacha iz začetka 80-ih let prejšnjega stoletja. Laibach Kunst je v bistvu nek krovni termin, ki smo ga uporabljali, ki ga oziroma uporabljamo že od leta 1280 naprej, v kontekstu recimo razširjenih akcij, postavitev, več medijskih akcij. Skratka, ne gre samo zgolj za koncert, ampak gre za recimo neko interpretacijo v galerijskih ali pa tudi kakšnih drugih prostorih. Stvar, ki ni striktno vezana samo na koncertno dejavnost Laibacha. Podobe so ostale enake, spremenil se je le njihov format, tako kot se je spremenil družbeni kontekst. Zato je Laibach Kunst, ki je nastala v 80-ih, zagotovo odraz takratnih političnih razmer, kajti skupina Laibach je bila v tistih časih v Sloveniji prepovedana in v tujini veliko bolj priznana. Jaz sem jim sledil že iz 80-ih let. V tujini, v Nemčiji sem videl razstavo Back to United States in oni so z istim naslovom v Škucu, v galeriji Škuc v Ljubljani predstavili razstavo. Oni so slikarji, ki so pred Irvini. Irvini veljajo danes za velike slikarske, ko bi rekel, umetnike, ampak dejansko so Laibachovci začeli za slikarstvom. Razstavišče v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju se zdi kot pisano na kožo velikim slikam Laibach, ki so tam razstavljene. Ambient je prežet spominom na rudarsko delo, ki je eden od izvirnih elementov celostne podobe skupine Laibach. To je seveda izjemna pojavitev v teh krajih.
Saj vemo, da so bili rdeči revirji že v Trbovljah, vendar je to na nov način, to je prenovitev, to je obuditev neke razstave v nekem drugem kontekstu. In ta kontekst je to pomemben, to se pravi premogovnik, rudnik, jaški, to je pomembno. In tudi pravzaprav koncert, ki bo oktobra, bo to še nadgradil. So pa to rdeči revirji seveda prekrižani z križem. Križ ima neko seveda zgodovino, mistično, religiozno in pomeni več, kot se na videz zdi. V bistvu so to podobe purgatorija, pekla in raja. In v raju je ta razstava, so rdeči revirji. In v bistvu v raju, kaj je najbolj pomembno? V bistvu užitek. Užitek, ki je tudi s podobo felacije, ta ni slučajna. To je prav gotovo vkomponirano v učinek in v umetnino. Ob zanimivi in temačni otvoritvi je razstava dobila še dodaten umetniški pridih in vsemu, kar je ponazorjeno v zgornjem delu muzeja, dala še poseben pomen. Kajti razstava glasbo, ki jo skupina Laibach izvaja, še dodatno umesti in dopolnjuje. Mi smo se inspirirali z prostori in z zgodovino teh prostorov, interpretacijo pa prepuščamo seveda vsakem posamezno. Naša interpretacija je ta, ki jo tu vidite. Kakšen bo pa vaš pogled, pa ne vem. Razstava je vredna ogleda zaradi svojih posebnih efektov v slačilnici in umivalnici Muzeja premogovništva, ki na drugačen način ponazorita prihod rudarjev iz rudnika, takrat, ko iz sebe sperejo črni prah. Razstavo bodo 19. oktobra nadgradili še s koncertom skupine Laibach, ki bo 200 metrov pod zemljo. Obenem pa bo to tudi ponovna otvoritev spodnjega dela muzeja, ki je bil zaradi požara nekaj mesecev zaprt. V Velenju na vas v oktobru čaka Ligejev oder in odprtje 3 razstav Uroš Potočnik, Jump. V sklopu Evropske prestolnice kulture so v Novem mestu potekali tudi letošnji muzejski vrtovi, sicer že 11. po vrsti. Smo seveda vsak večer lahko se udeležili enega koncerta. Med tednom smo bili v atriju kluba Lokal Patriot, medtem ko smo petek in soboto nažalost preživeli v kulturnem centru Janeza Trdina, namreč vreme nam ni dovoljevalo, da bi v bistvu zapolnili prav ime tega festivala, ki so muzejski vrtovi, torej žal nismo gostovali na vrtovih Dolenjskega muzeja. In spet odletimo sončan dan. Moje misli kot svila in lan. Proti toku in proti vetru človek grejo se dni. Reka teče kot moja kri nazaj. Proti toku in proti vetru vsak se sam bori. Reka teče kot moja kri. Poletni festival Muzejski vrtovi se je letos odvijal v 2 delih, povezali pa so ga tudi z novomeško filmsko šolo. Ja, letos je v bistvu prvič prišlo do tega sodelovanja. Filmski festival in delavnice je letos v bistvu prvič potekalo v taki obliki. In ko smo videli, da v bistvu Nofiš na čelu z Dušanom Smodejem dela neki tribut Novomeščanom, nam je tu v bistvu bila dobra istočnica, da tudi mi muzejske vrtove probamo približati novomeškim ustvarjalcem, ki si tu vsekakor zaslužijo. Zato smo poskušali naš program muzejskih vrtov čim bolj prilagoditi njim. Prvi večer nam to sicer ni uspelo, ko so oni predvajali Izlet, smo mi imeli New Wave serija, ker so oni prispevali nosilno pesem. Sredo smo po Dvornikovem filmu Kruha in iger vrteli, potem v bistvu smo gostili v klubu Lokal Patriot Kilkenny, potem v četrtek Jerneja Zorana, tudi prodornega Novomeščana. V
Vrhunec muzejskih vrtov sta sicer predstavljala koncerta Gala Đurina in Josipe Lisac. Gal in Severa Đurin sta s svojo glasbo Novomeščanom polepšala petkov večer. Sence so zginile, težko je zaspat. Jutri pa z njimi mogla bom stat. Zdaj tvoje pismo je misel. Pod polštrom ga skrivam, dela se da. Enkratno, super publika, prav fenomenalna publika je treba reči, vrhunska. Dolenjska publika je kar med najboljšimi. Sobotni večer pa je pripadal hrvaški divi Josipi Lisac. Prireditelji so s potekom letošnjih muzejskih vrtov sicer zelo zadovoljni. Obisk je bil zadovoljiv, predvsem smo veseli, da smo razprodali petko in sobotni koncert na muzejskih vrtovih, torej koncerta Gala Đurina in pa Josipe Lisac. Čeprav je tako, no, razprodani koncerti vedno v organizatorjih zbujajo neke mešane občutke. Torej, po eni strani smo seveda ful veseli, da smo v 12 letih, odkar deluje pač Zavod Lokal Patriot, tako v bistvu prepoznali našo publiko, da natančno vemo, kaj jim ponuditi. Ampak na drugi strani smo seveda žalostni za vse tiste, ki so ostali pač pred vrati kulturnega centra. Namreč mi bi si želeli, da si pač vsak lahko res pogleda ta dva oba spektakularna koncerta. Novomeškemu občinstvu bodo sicer poskušali ustreči tudi prihodnje poletje, še dodaja Poličnikova. V tem mesecu pa bodo v Novem mestu potekali dogodki v okviru projektov Mesto Goga in drugi mednarodni trienale keramike Unikum 2012, Sijoče črno, črna prazgodovinska lončevina Novega mesta. Projekt 12 je sklop dogodkov, ki je Zavod za družabno raziskovanje in medkulturno razumevanje v središču Murske Sobote pripravil kot del letošnje Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Preko dogodkov in delavnic so se obiskovalci seznanili z ustvarjalnim delom ljudi iz Prekmurja. Projekt 12, sklop dogodkov in delavnic, je na več različnih lokacijah v središču Murske Sobote poskrbel za večdimenzionalno predstavitev Prekmurja ter s prepletom preteklosti in sedanjosti ter tradicije in sodobnih trendov seznanjal z novimi dimenzijami uporabe prostora. Hrbtenica projekta je sodobna glasba oziroma glasbeni izrazi, ki združujejo tradicionalne prijeme popularne glasbe, okoliške zvočne podobe in sodobna glasbena orodja. Moja vloga je v bistvu nekako kreativno, koordinatorska, tako da nekako sem kreativno vodilo tega projekta, ki bo danes predstavljen preko Project, torej v bistvu pač kot Kvalija Sinde Volaj, moje artistično ime, sem ustvaril pač produkcijo, ki bomo danes živo odigrali z različnimi glasbeniki. To je ta kreativni del, drug del je pa pač vodenje glasbenih delavnic in koordinacije glasbenih delavnic, ki se bodo podvijale drug teden od ponedeljka do petka. Nam opišete malo te delavnice, kako bodo potekale, komu so vse namenjene? Delavnice so v bistvu namenjene vsem, ki jih zanima produkcija elektronske glasbe, sodobne glasbe in snemanje, integracija inštrumentalne glasbe z elektronske glasbe, torej kako se posnamejo vokale, kitare, tako se ustvariti nek studio domač, da lahko ustvarja mladina. Zdaj pač večinoma so zaenkrat pokazali interes učenci glasbene šole, kjer smo pač preko Tjaše Žalik v sodelovanju z njo, ki tudi nastopa danes tu, nekako novačili tele mlade nadobudne glasbenike.
Je pa seveda odprt tudi za vse ostale, ki jih to zanima. Tudi ne nazadnje prvi dan bo tudi SAE inštitut predstavil neke vrste informativni dan, svoje programe, to je ponedeljek, potekala bodo tukaj v štabu. V drugi torek in sredo bomo imeli z Janošem neke vrste delovne delavnice, ker bomo delovne skupine malo praktično prikazali, kako se stvarem streže. Četrtek bo imel Joe Tong iz Anglije eno predstavitev turntable, DJ tehnik za scratching in tako naprej. V petek bo pa Primož Obržan iz kolektiva Destroy imel neke vrste eksperimentalno delavnico. Projekt, kot je bil zasnovan, je bil zastavljen, da pač nekako zapolnimo prazne prostore oziroma jih na novo obudimo v mestnem jedru, s tem, da pač vnesemo določene kulturno-umetniške prakse. Zdaj smo že proti koncu projekta, pač moja ocena trenutno je pozitivna, ne glede toliko števila obiskovalcev, ampak glede reakcij, glede tega, kar se je naredilo. Ne nazadnje smo spravili cel ta teden eno par ljudi skupaj, ki so se na novo spoznali, ki so začeli ustvarjati in se kaže že pač neki konkretni rezultati za naprej. Kdo vse je sodeloval pri samem projektu? V bistvu jaz, pol imamo tu še Tino Merico, ki je nekako pokrija področje prostorske problematike, pol Alan Ropoša, ki je nekako pristojen za ta glasbeni moment, Danilo Ivanuša, ki ima prej kulinariko, Radovan Javšovec, ki se obada pač z fotografijo in videom, Barbara Korlenc, ki je v bistvu sodelovala z eno predstavo, z enim performansom, no pa seveda pri sami zasnovi projekta. Kakšen je pa bil sploh namen v začetku pač samega projekta? Namen je bil čisto enostaven, v bistvu, kot bi rekel, je to le nek eksperiment oziroma položiti neko osnovo za naprej. V bistvu gre za to, da se zanima, kako bi se dalo malo od mestno jedro oziroma nasploh dogajanja v Murski Soboti obuditi oziroma ga popestriti. In v bistvu, kot rečeno, zdaj mislim, da smo naredili dober nastavek. Komu je pa bil namenjen sam projekt? Sam projekt je namenjen širši množici oziroma širšim večjim skupinam. Načeloma sicer se bolj usmerjamo v mlade, ampak to ne izključuje tudi drugih. Zavod za družabno raziskovanje in medkulturno razumevanje je torej preko delavnic in dogodkov v prejkadnu motiviral posameznike in skupine, da postanejo aktivni na področjih, ki spodbujajo človeški razvoj, medčloveško sodelovanje, sobivanje z naravo, pomen človeške ustvarjalnosti ter tehnološki razvoj. V septembru je za popestritev kulturnega dogajanja v Murski Soboti poskrbel zavod Flota. Za pestro poletno dogajanje v Murski Soboti je poskrbel tudi zavod Flota, ki že 7. leto zapored prireja Fronto, festival sodobnega plesa, skozi katerega se predstavijo plesalci, koreografi, drugi umetniki, kulturni vodje, kritiki ter teoretiki. Festival Fronta sodobnega plesa že 7. leto zapored, kakšno je dogajanje? 7. festival Fronta prinaša preko 33 dogodkov, različnih programskih sklopov in na festivalu sodeluje več kot 300 umetnikov iz cele Evrope. K nam prihajajo tudi drugi gostje, umetniki, ki prihajajo samo gledati, gostimo tudi šole in akademije iz sosednjih držav in iz Slovenije, tako da je dogajanje pokriva neko celotno paleto sodobnega plesa, seveda pa nek vrhunec predstavljajo vrhunske umetniške stvaritve z področja sodobnega plesa. Omenili ste, da prihajajo še iz drugih držav, ne samo iz Slovenije. Iz katerih držav še? Iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Finske, Slovaške, Belgije, Velike Britanije in tudi od drugod. Imeli smo tudi teoretski cikel, v katerem so razpravljali o umetnosti in javnem prostoru.
v katerih so tudi razpravljali o bodočnosti umetniškega izobraževanja, tam so sodelovali tudi gosti iz drugih držav. In kako ste se povezali med seboj, na čem sloni vaše sodelovanje? Ko smo začeli ustvarjati Festival Fronta, smo želeli privabiti tudi publiko iz druge strani meje, saj Murska Sobota leži na neki pomembni strateški točki, kjer se sekajo poti iz Ljubljane v Budimpešto in iz Zagreba na Dunaj, in seveda predstavlja neko idealno točko, ki lahko z dogodki pokriva dosti večje področje, kot ga pokriva sedaj. Namreč zavedamo se, da na drugi strani meje prav tako ni rednih dogodkov z področja sodobnega plesa, zato smo želeli vsaj enkrat na leto ustvariti nek evropsko pomemben center, ki privablja tudi obiskovalce z druge strani meje. To se nam zdi zelo pomembno. Torej ne gre samo za to, da ustvarjamo festival, ampak da tudi pokažemo na to, da je Murska Sobota lahko tudi pomembno kulturno središče. Pa vam to uspeva? Ja, vsako leto bolj, ampak nikoli nismo zadovoljni z uspehom, saj se zavedamo, da je to delo, ki ga je treba zmeraj nadaljevati. Ko dosežeš nek majhen cilj, se seveda pokaže nek drugi cilj in tako naprej. Delo ni nikoli končano in zmeraj se da narediti bolje. Tako da ne razmišljamo o tem, ali nam uspeva ali nam ne uspeva, ampak ko se pokaže nek uspeh, seveda že pogledamo čez ta uspeh, kaj bi se dalo narediti še bolje. Vsekakor je pa res, da se publika vrača tudi iz drugih krajev. Tako na festival prihajajo avtobusi z druge strani meje, publike, ki si potem ogledajo prireditve na našem festivalu, in festival je že postal neka stalnica v komunikaciji s to publiko, saj nas sami kličejo in sprašujejo, kdaj bodo kakšnih dogodki, ko si jih lahko pridejo ogledati. Če se dotakneva še Moving Gallery, ki jih bomo sedaj videli, kakšno bo dogajanje, kaj se bo odvilo? Moving Gallery je projekt, ki se je razvil v Greenwich Dance Agency, gre za organizacijo, ki deluje v Londonu, in ta organizacija je del naše partnerske mreže, ki smo jo zgradili okoli festivala, ki se imenuje Beyond Fronta, to pa zato, da bi tudi lažje dosegli publiko z druge strani meje, ampak samo kvaliteto dela se je širila tudi naša prepoznavnost in začela so se pridruževati organizacije iz držav, ki ne mejijo na Slovenijo. Imajo pa te organizacije veliko zanimivih programov, ki nam lahko pomagajo pri razvijanju naših programov. In Moving Gallery je umetniška akcija, v kateri se razstava plesnih fotografij premakne izza zidov neke galerije, iz neke statične postavitve v dinamično, koreografirano, premikajočo se formacijo, ki se premika po mestu, in s tem hkrati nekako spodbudi tudi naključnega mimoidočega, da si morda katero od teh fotografij tudi ogleda in morda, da ga zanima tudi, kaj to je, in si mogoče ogleda tudi kakšno izmed predstav. Poleg projekta Moving Gallery, ki ga lahko sedaj občudujete preko posnetkov, so se v sklopu festivala predvajali še razni plesni filmi, kot sta Kemhatas in The Forgotten Circus. Obiskovalci pa so bili priča raznim plesnim točkam ter plesnim in fotografskim delavnicam. Zagotovo pa so z največjim navdušenjem opazovali projekt Telesa v urbanih prostorih, preko katerega je skupina mladih performerjev mimoidoče izvala, da preizprašajo svoje urbano okolje ter svoje gibalno vedenje in navade. Veriga fizičnih akcij se spostavi izjemno hitro in za kratek čas, kar pa gledalcu omogoči, da zazna isti prostor na nov in drugačen način. Festival sodobnega plesa pa se sicer preko različnih kulturnih in umetniških dogodkov spostavlja kot referenčno presečišče ustvarjanja na področju sodobnega plesa v Srednji Evropi. Mursko Soboto pa s tem uveljavlja kot stičišče kulturnih tokov in publike iz sosednjih držav Avstrije, Hrvaške, Madžarske ter seveda Slovenije. Murska Sobota v oktobru vabi na predstave v okviru novih gledaliških izzivov. V septembru je na Ptuju potekalo mednarodno srečanje knjižnic pobratenih mest z mestom Ptuj.
Namen srečanja, ki je bil tudi projekt EPK 2012, je predstavitev vseh knjižnic pobratenih mest s poudarkom na zgodovinsko-razvojnih posebnostih, knjižničnih dragocenostih, umeščenosti knjižnic v lokalno skupnost in izmenjavi dobrih praks. Srečanje, ki se je pričelo s slovesnostjo v petek, je bila dobra iztočnica in pobuda za trajno mreženje in sodelovanje med knjižnicami pobratenih mest Ptuja s knjižnicami, ki se bodo v partnerstvo mest šele pridružile ali pa bodo udeležene v projektu Evropske prestolnice kulture v prihodnosti. Gre za eden večjih projektov, tudi več let trajajočih projektov. Knjižnice so se dobivale, preučevale gradivo in pripravljale program več kot 2 leti aktivno. Vesela sem, da danes na račun tega na Ptuju gostimo številne predstavnike tujih knjižnic in tudi predstavnike ambasad iz tujih držav. Tako da si obetam en prijeten zaključek tega projekta in pa za njih seveda en prijeten začetek strokovnega večdnevnega srečanja na Ptuju z upanjem, da bo pač to vrstna naveza obstala po Evropski prestolnici kulture in da se bo v Ptuj vračali. V sklopu projekta, ki je trajal čez vikend, je Ptujska knjižnica pripravila še strokovno srečanje, na katerem so se srečali predstavniki knjižnic iz mest pobratenih s Ptujem: Aranđelovac, Banska Štiavnica, Burghausen, Saint-Cyr-sur-Loire, Ohrid in Varaždin. Predhodno je šla še monografska publikacija s predstavitvijo vseh sodelujočih knjižnic, projekt pa je spremljala tudi razstava. V okviru že 17. srečanja in posvetovanja potujočih knjižnic Slovenije smo lahko v preteklem mesecu med drugim pobliže spoznali bibliobuse Slovenije in njihovo delovanje. V okviru projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje so se na Ptuju v 4 dneh izmenjala številna mnenja in izkušnje, predvsem pa so knjižnice poskrbele za izjemno promocijo. Zagotovo je to izjemen dogodek za knjižničarstvo na Slovenskem nasploh. Začeli smo nekaj, kar upam, da se bo potem tudi nadaljevalo. Povabili smo k sodelovanju knjižnice iz mest, ki so s Ptujem pobratena. Gre za Ohrid, Varaždin, Aranđelovac, Bansko Štiavnico, Saint-Cyr-sur-Loire in Burghausen. Na Ptuju so se ustavili tudi bibliobusi pobratenih mest. Ptujčani imamo potujočo knjižnico od leta 2003. V skoraj 10 letih pa je pri ljudeh postala izjemno priljubljena. Namenjena je neaktivnemu prebivalstvu, ki do knjižnice ne more. Izposojamo knjigo najmlajšim, vrtce obiskujemo tudi, osnovne šole, torej res mladim, in pa tistemu prebivalstvu, ki je doma, kmetom, nezaposlenim, penzionistom, in teh je veliko. Zanimanje je seveda zelo veliko, imamo kar lepo število članov, nekaj pod 2000, smo lahko ponosni in dnevno izposodimo tudi do 1000 enot gradiva. Bibliobus je nekaj posebnega, saj izposoja ne poteka na klasičen način. Mi recimo neprestano gradivo nosimo na bus in iz njega. Spomladi prinašamo recimo knjige v vrtu in seveda novo gradivo, maja, junija že knjige za branje, za počitnice in tako naprej. Na ptujskem bibliobusu je nekje okrog 6000 enot gradiva, sicer pa je v skladišču okrog 45 000 enot gradiva. Vsa od septembra pa do junija se na svoji poti ustavi v kar 16 občinah in obišče tiste, ki do knjižnice ne morejo. Če je poletje na Ptuju bilo v znamenju glasbenih, pesniških in likovnih festivalov, je to mesto v mesecu septembru gostilo folklorne Kimavčeve večere. Prvi Kimavčev večer je bil v znamenju ljudskih pesmi. Predstavile so se vokalne skupine iz Varaždina, Lancove vasi, Ljubljane in Cirkolan. Na prvem folklornem večeru pa sta se poleg domačih skupin predstavili gostujoči skupini iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije. Нашето културно-уметничко друштво Китка од Драчево, Македонија, постои 43 години, брои над 250 членови, поделени во 6 групи во сите возрасти, значи од 6 до 35 години. Mi dolazimo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Kulturno-umjetničko društvo Lola je jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini i postojimo od negdje 1946. godine, znači nakon Drugog svjetskog rata. Ono što je specifično sada u ovom 21. vijeku, obzirom da je Bosna i Hercegovina zemlja koja je miješana etnički i religiozno na druge načine i da postoje određene nesuglasice još uvijek u Bosni i Hercegovini,
mogu s ponosom da kažem da smo jedno od društava, kulturno-umjetničkih društava koje njeguju tradiciju i kulturu svih naroda i narodnosti u Bosni i Hercegovini. Makedonska skupina tradicionalne plese iz različnih delov Makedonije izvaja v obliki koreografij. Ena izmed njih se imenuje Marjovska tresenica. Gre za najstarejši ples iz območja Marjovo, kjer plešejo samo ženske. Predstavlja običaj čisti ponedeljek oziroma postno obdobje, ko je bilo v navadi čiščenje hiše. Otroci iz Sarajevskega društva Lola so na Ptuju že nastopili letos junija v sklopu otroškega folk arta, pa tudi sicer veliko nastopajo v državah bivše federacije. Imate občutek, da folklorne skupine predstavljajo pomembno vez med narodi v bivši Jugoslaviji? Pa svakako da je kultura i umjetnost zapravo jedini pravi put da se radi na tome što može da ujedini ljude, da ih približi, da učini nešto kvalitetnijim našu komunikaciju i saradnju i tako dalje i tako dalje. S čimer bi se strinjali vsi folklorniki, ki so obiskali kakšen mednarodni festival. Tako kot letos na Ptuju, tudi na Ptujem ne manjka prijetnih doživetij in sklepanja novih prijateljstev. Najstarejše mesto v Sloveniji pa bo v oktobru gostilo razstavo Oskarja Kokoške. S tem zaključujemo tokratno oddajo Kultura na dlani. Več informacij pa dobite na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v novembru pa nasvidenje.